Lahko začnemo? Lepo pozdravljeni na današnji debati in predstavitvi knjige Razstavljanje sporne kulturne dediščine, sodelovanje umetnikov in muzejev. Knjige avtorice Alenke Pirman, ki se nam je danes tudi tukaj pridružila. Knjiga je nedavno izšla pri založbi CF v njihovi znameniti oranžni zbirki. In ta knjiga je pravzaprav neke sorte povod, da smo se danes dobili. Razlog pa je nekoliko globlji, je bolj zapleten in upamo, da bomo v današnji debati naslovili nekatere izmed teh razlogov, čeprav glede na njihovo kompleksnost bomo verjetno bolj podali samo neke ključne točke. Zdaj, ta knjiga je zanimiva in izzivalna ne samo zato, ker gre pač za izjemen raziskovalni dosežek, ampak zaradi tega, ker vzporedno analizira dve načeloma ločeni polji. Umetnostno polje in pa polje dediščinstva. Zdaj, hkrati pa pokaže, da se te dve polji stikata, križata, mestoma pa kljub vsemu še vedno razhajata. Zdaj, Alenka Pirman se v tej knjigi osredotoči na nek skupen medij, skupen tako umetnikom kot muzealcem, torej razstave. In jih obravnava primerjalno, skozi študije primerov. In upam, da bomo nekaj teh primerov danes tudi omenili. Zdaj, razdela različne oblike sodelovanja med umetniki in muzealci in analizira razlike v izjavljalnih položajih ter to, kako in zakaj jih prvi oziroma drugi izkoriščajo. Zdaj, osredotočenje na to, kar avtorica imenuje sporna kulturna dediščina, ta pojem, ki je tudi naslovni pojem knjige, ji omogoča, da upoštevajoč različne diskurzivne, produkcijske, družbeno-politične vidike predstavljanja po eni strani premeri različne spremenjujoče se odnose sodelovanja, po drugi pa sondira ideološko klimo zadnjih desetletij. Zato ob pomoči knjige Razstavljanje sporne kulturne dediščine lahko odgovorimo na vprašanja, kaj, če sploh kaj, je sporna kulturna dediščina, kako jo lahko razumemo in kako definiramo, in kaj imajo z njo opraviti sploh sodobne umetnice in umetniki. Zato so danes z nami Alenka Pirman, kot rečeno, avtorica omenjene knjige Razstavljanje sporne kulturne dediščine, sicer pa umetnica, urednica, publicistka ter doktorica heritologije. Zadnje desetletje se posveča teoretskemu preučevanju produkcije kulturne dediščine ter raziskovalnemu delu na stičišču umetnostnega in muzealskega področja. Potem z nami je tudi Tina Palajić, doktorica etnologije in kulturne antropologije, kustosinja ter vodja oddelka kustodiatov v Slovenskem etnografskem muzeju. Raziskovalno deluje na področju muzeologije, kjer se posveča vprašanjem dostopnosti v muzejih, muzejskih reprezentacij neevropskih ljudstev ter dekolonizacijo muzejev. Nazadnje, na moji levi, pa Marko Štepec, doktor zgodovine, zaposlen v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije ter kot muzejski svetnik. Njegova glavna področja raziskovanja vključuje vsakdanje življenje vojakov in civilistov med Prvo svetovno vojno ter muzealizacijo in komemoralizacijo vojn. Torej, imamo tudi dva druga sogovornika, ki, če povzamem, lahko nekako se ukvarjata s stvarmi, ki jih lahko nekako intuitivno razumemo kot sporno dediščino. Zdaj, da pa ne bi ostali samo na ravni nekega intuitivnega razumevanja, neke intuicije, bi vas za začetek takoj vprašal, da poskusimo bolj natančno opredeliti, kaj je sploh sporna kulturna dediščina, torej, kako bi definirali in opisali sporno kulturno dediščino in kdaj dediščina postane sporna. Kar jaz začnem. Lahko, Alenka, prosim. V bistvu bi začela akademsko, v smislu, da literatura akademska je že pojasnila, da kulturna dediščina kot taka ne obstaja, ne. Da pa obstaja diskurs o tej kulturni dediščini oziroma da se tvori, producira kulturna dediščina skozi diskurs, ki vsebuje tudi administrativne postopke in cel nabor enih dejavnosti.
je novejši izum, ki je nastal po drugi svetovni vojni in danes tako rekoč, bi rekla, je nadomestil že tudi, bi rekla, tradicijo, spomenike, vse druge izraze, ki so prej bili v rabi. In če tako zastaviš akademsko, zakaj pa sploh še treba dodajati pridevnike zraven? Spodnjo kulturno dediščino jaz v svoji knjigi opredeljujem diskurzivno v smislu, da nastopi ta šele takrat, ko jo nekdo prepozna kot tako, kar pomeni, da mora se zgoditi nek moment, diskurzivni moment, v katerem je treba oziroma začuti določena politično organizirana skupina ljudi, lahko je to od zgoraj navzdol ali pa od spodaj navzgor prek aktivizma. Recimo, da je treba določeno dominantno interpretacijo kulturne dediščine izpodbijati. In to bi jaz ponudila kot definicijo. Se pravi, onkraj tega, kar si ti že namignil, da naj bi bilo intuitivno, se pravi te neke težavne teme, pač vse to, kar nas na nek način ne kaže kot skupnost v lepi luči, recimo, kot naj bi kulturna dediščina bila, se pravi, moment, ko nastopi v družbi, ko je izraženo izpodbijanje dominantne interpretacije. In to se dogaja dnevno, to se dogaja ves čas, to ni nekaj novega, je pa res, da se dogaja vedno bolj pogosto in da je to na nek način zdaj že kar obrazec. Tako, jaz bi s tem začela. Tako. Če pustimo ob strani, bom rekel, te klasične definicije kulturne dediščine, kar bi nas odpeljali predolgo, seveda bi najhitrejši povzetek pravzaprav bil, da gre, jaz vidim kulturno dediščino kot nek proces pravzaprav selekcije, ki jo delajo pooblaščene ustanove, pooblaščeni zavodi, da izbirajo v resnici materialno, nematerialno dediščino, tradicijo, obrede, delajo, selekcionirajo in obenem tudi ustvarjajo. In pri tej v bistvu selekciji vedno nekaj izpade. Zdaj mi lahko seveda to kulturno dediščino vidimo kot neko, to, kar v tem naboru ostane, ima ponavadi en kup teh pozitivnih vrednot, ki naj bi bile vrednote za neko identiteto, za neko državo, za neko osebno identiteto in tako naprej. Na drugi strani pa seveda vse izvrške, ki jih povzroča, lahko pa pravzaprav odkrivamo v tem še bolj problematičnem izrazu, ki se mu reče sporna dediščina in ima pravzaprav še krajšo zgodovino. Se pravzaprav s tem terminom pojavlja zdaj v zadnjem desetletju enih kup teh projektov, ki se ukvarjajo z sporno dediščino. Zdaj, ta selekcija, ki se pravzaprav dogaja, se seveda nikoli ne dogaja v praznem polju, je to vedno neka ideološka selekcija. Mi seveda vemo, da ta velika zgodovinska zgodba, velike zgodovinske zakonitosti, ki naj bi praviloma diktirale nabore v kulturno dediščino, delajo pravzaprav določene marginalizacije. In vemo pa seveda, da že same to, kar sem omenil, velika zgodba, zgodovinske zakonitosti, rdeče niti, ki peljejo skozi zgodovino, so v resnici neke vrste iluzija Bergla, ki je pravzaprav proizvod nekih miselnih procesov. In danes pravzaprav vemo, da zgodovina v nekem smislu je pravzaprav mreža, ne enočrtnih poti, ki nekam vodijo, ampak pravzaprav mreža pomenov, ne smislov. Ta mreža ni popolna, je raztrgana in znotraj seveda tega so te dediščine izredno raznovrstne. Doktor Verena Perko uporablja izraz dediščinjenje, ki tudi lektorji kdaj malce protestirajo na način, kako je ta, ampak v resnici mi teh procesov dediščinjenja ne moramo speljati zdaj samo na neke hegemonistične ideologije, kot ponovadi marksistične teorije to delajo in v tem vidijo pravzaprav potem neke nastavke razrednega boja in tako naprej, ampak mi v tem pravzaprav lahko vidimo pravzaprav en drug izraz, ki je morda še manj
še manj sprejet, ki je Trstenjakov, gre za procese pravzaprav človečenja, kar pomeni, da zadeve učlovečenja, kar pomeni, da mi te procese selekcije delamo. In seveda se ne smemo slepiti, da se te procesi selekcije dogajajo samo na polju kulturne dediščine in sporne dediščine, ampak isto pravzaprav je naloga znanosti, ki klasificira od Linneja naprej, ki je klasificiral živalce in urejo, do pravzaprav vseh teh problemov. No, mislim, in tukaj zdaj sporna dediščina so pa na nek način vsi, tako se sam vidim, so pa izvrški tega, ki ostanejo. Zdaj, kaj so... Bom titrirala, ko bom na vrsti. Ja, jaz bi se navezala na to, kar sta vidva zdaj povedala in bi rekla pač, da je kulturna dediščina predvsem politično polje, ne? Torej ne gre za nekaj nevtralnega, ampak gre za polje, v katerem se različni akterji pravzaprav pogajajo o pomenih, pogajajo se o tem, katera verzija interpretacije je pravilna zanje in katero želijo v družbi uveljaviti, ne. In se to veže pravzaprav na to, kar ste vi govorili, ne. Različni interesi so, ki so povezani, ne vem, tako z ekonomskim vidikom kot politično legitimacijo in tako naprej, tudi identitetami oziroma identitetnimi identifikacijami, ki jih, ne vem, različni posamezniki iščejo kot neko svoje sidrišče. Ampak bi mogoče še samo to omenila, govora je bilo o tem pooblaščenem dediščinskem diskurzu, torej o tem diskurzu, ki ga pravzaprav muzeji vzpostavljajo, ne, torej gre za ta proces selekcije, odbiranja izmed množice možnosti. Dediščina pa je vse kaj več kot to, ne, je pravzaprav živi med nami, ne, gre za razne sledove, drobce, ki iz preteklosti nekako vztrajajo oziroma na katere se mi poskušamo opirati, ko osmišljamo sami sebe. Recimo gre za osebne spomine, družinske spomine, ne vem, lokalno neko zgodovino in ni nujno, da bodo vsi ti elementi tudi dejansko postali del uveljavljene dediščine, kot jo prezentiramo v muzejih. Tako da, ne, to neko širše polje sem hotela še izpostaviti. Ok, zdaj vidim, da imam po eni strani zelo lahko nalogo, po drugi strani pa zelo težko, ampak dajmo probati tale klopčič malo razvozlati. Zdaj, Alenka, ti si rekla, ne, pač v bistvu sporno dediščino nekdo prepozna. Lahko je prepozna umetnik, lahko je prepozna tudi muzej v končni fazi in je na nek način, kot tudi pokažeš v svoji knjigi, reprezentiranje, predstavljanje sporne kulturne dediščine danes postalo mainstream, ne. Medtem ko vi, Marko, ste pa rekel, da so to pravzaprav tisti ostanki oziroma izvrški, ste rekel, te osrednje dediščinske zgodbe, če sem prav razumel. Skratka, imamo že tukaj dve različni stališči in Alenka, ti si že rekla, da bi tukaj kontrirala, če sem prav razumel. Blaž je že omenil, v bistvu cela ta moja raziskava temelji na študijah 6 primerov, 3 parov primerov in ravno v prvem je bil Marko tudi moj sogovornik. In jaz bi začela kar s tem, da je lahko določene kulturne dediščine v nekem trenutku politično-zgodovinskem preveč, ne samo, da jo manjka, da je izvržena, da ni prepoznana. In taka je bila celotna dediščina muzeja, v katerem delujete, ne. In sicer leta ob spremembi političnega in gospodarskega sistema v Sloveniji, kjer je na pol anekdotično pravzaprav ta muzej novo Republiko Slovenijo pričakal prazen, prenovljen. A ne? In v tistem času, v 90-ih, se pravi tam nekje od 92 do 98, Muzej novejše zgodovine, kot se takrat sami preimenujete, iz Muzeja ljudske revolucije, izredno širokogrudno vabi umetnike k razstavljanju. In te razstave segajo onkraj tega, da jim ponudijo prostor, ampak začnejo tudi z njimi tvorno sodelovati. Recimo Tadej Pogačar ali pa Veš slikar svoj dolg oziroma Janez Jordan, pa potem člani skupine Sestava, recimo bi bili umetniki, s katerimi se potem dejansko zapletate v sodelovalne odnose.
Se pravi, lahko je te dediščine celo preveč. Se pravi, muzeji novejših zgodovin, bivši muzeji revolucije v postsocialističnem obdobju postanejo problematični in sporni. In seveda je potem vprašanje kustosov, in vodstev, kako to reinterpretacijo izvajajo znotraj hiše, hkrati v javnosti in tudi s pomočjo umetniških projektov, ne, na nek način. V paru z dejavnostjo v 90-ih letih pa obravnavam primer iz gradu Reichenburg, ne, ki pa je iz leta 2012, kjer pa te dediščine materialne iz socialističnega časa ni bilo. In sicer govorim o materialnih ostankih povojnih zaporov v tem gradu. Se pravi, je ravno tako zaradi pomanjkanja gradiva uskočila umetnost. Se pravi, lahko imamo preveč, lahko pa sploh nimamo, no. Samo to bi dodali. Jaz bi to mogoče še dodala glede te spornosti, ker je niti nisem toliko izpostavila. Lahko pa spornost, seveda, ne, to se mi zdi, da si dobro pokazala, tudi v knjigi je nekaj, kar mi pripišemo, ne, ni neka inherentna lastnost neke dediščine, ampak lahko pa jo pripišejo ali pa poskušajo vzpostaviti recimo tudi akademske institucije, kar je zlasti v primerih, katerih se recimo jaz lotevam, torej interpretacije zunajevropske dediščine, je izjemno močno, in pa seveda tudi neki okviri financiranja, recimo EU s svojimi projekti, v katerih sem pač delovala, so tudi zelo delovali kot nek preskriptivni, bi rekla, dejavnik, ki je muzej na nek način usmeril k temu, da smo začeli o neki določeni dediščini razmišljati v tej luči, oziroma iskati neke dodatne plasti interpretacije, na katero mogoče prej, ne vem, nismo bili toliko pozorni, ali pa jaz recimo v svojem pisanju bolj kot izraz sporna uporabljam izraz utišana, ne, torej recimo neki vidiki, ki jih smo marginalizirali v svoji praksi morda doslej, ne, torej so bili utišani, spregledani, pa so postali skozi udejstvovanje muzeja, mogoče v nekih projektih, ali pa tudi za umetniki recimo vidni. Tukaj si dala eno zanimivo iztočnico, ne, da praviš, da ti uporabljaš predvsem izraz utišana, ne. Ampak poleg torej utišane in sporne dediščine, o katerih smo zdaj smo jih že omenili, imamo potem še disonantno, konfliktno, temačno dediščino in tako naprej. Skratka, neke pridevnike, ki nakazujejo pravzaprav, da gre tukaj še za nek moralni, etični, lahko tudi politični in ideološki, zadržek oziroma neko komponento. Zato mogoče neko vprašanje na mestu tukaj, koliko lahko te pojme, s katerimi zdaj tukaj operiramo, razumemo kot neke teoretske koncepte in v kolikšni meri gre za pravzaprav ideološko razumevanje situacije. Kdorkoli. No, ker sem se pregrizla skozi vso to literaturo, lahko poročam, da dejansko so te pridevniki zelo pogosti, da pa se že avtorji z več samorefleksije na nek način temu začnejo potem tudi izogibati, ne. V bistvu gre za precej bombastične načine opredeljevanja, ki že sami dodajo neko valenco temu, kar raziskuješ, in en od piscev, ki jih citiram, poroča o svoji lastni izkušnji, kako je šel na Sicilijo iskat fašizem in sprašuje domačine, in oni ga debelo gledajo, ne. Se pravi, v bistvu je on prinesel s sabo že te neke predstave in tudi predznak, ne, kako bo nekaj obravnaval. Tako da pravzaprav so te pridevniki nekaj, kar je v obtoku, je izredno popularno, je pa teoretsko popolnoma neprepričljivo v resnici opredeljeno, no. Tako da jaz sem se skušala v bistvu izvleči iz tega samo na ta način, da me zanima ta trenutek, ko nastopi potreba po tem, da se nekaj izpodbija, kot si ti rekla, da se začne o nečem pogajati.
Kje se to najbolj pogosto dogaja? Ti si že nakazala v, bi rekla, hegemonskem zahodnem svetu, ki nam diktira tudi doktrino, ne? Od koder večinoma tudi avtorje citiramo. Tukaj prednjači seveda ta postkolonialna recimo teorija, ko je treba dekolonizirati vse in treba poiskati, kaj je treba dekolonizirati v postsocialističnem, pri nas recimo, v vseh državah, ki so šle skozi to politično spremembo, ali pa to ima pa literatura akademska najrajš postkonfliktne situacije, ne? Tam, kjer je prišlo do izredno težkih konfliktov, ki jih potem še dolga desetletja med prebivalstvom razrešujejo na razne načine. Tako da na nek način to predpisuje ne samo recimo kolegi muzealci iz hegemonskih okolij, ampak tudi dokumenti Združenih narodov. Se pravi, Generalna skupščina Združenih narodov že standardizira te postopke in tudi to v bistvu navajam. Ne? No, to je v knjigi ena zelo zanimiva misel, glede na to, da je bil omenjen naš muzej oziroma Muzej ljudske revolucije Slovenije, ne, je ta misel, da dediščina nekdanjih muzejev revolucije je za pretres muzeološke paradigme, zdaj citiram iz knjige, ne, pri nas to, kar je dediščina kolonialnih muzejev na Zahodu. Ne. In v resnici mi smo to, kar sem v začetku omenil, to dediščinsko selekcijo, ki se je odvijala v muzeju, je nekje ob koncu 80-ih let ali pa od druge polovice 80-ih let nekje prišla v krizo v resnici. In tukaj v knjigi je večkrat omenjeno, to se mi je zdelo zelo tako plodno za diskusijo, da kriza muzeja. In kriza muzeja je bila, ne, nastopila je že ob ideji pričakovanja nove stavbe. No, takrat je bila v načrtu nova stavba Muzeja ljudske revolucije Slovenije, ki ne bi bilo Trnovam. Praktično 3-4 leta je muzej živel v senci priprave na to. In v tem obdobju smo se mi pravzaprav bili prisiljeni, ne da bi si želeli, smo se bili prisiljeni ukvarjati z muzeološkimi koncepti in kaj pravzaprav hočemo narediti s tem, kar mi zbiramo, dediščinimo, kaj hranimo, kako praktično in iz tega je potem nastopila ta praznina, ki jo v resnici zapolnijo tudi umetniki. Ne. Moram pa seveda reči, da ta umetniški vložek, to pomeni, prva je bila Lidija Bernik z projektom Okno, to je zasluga kustosa, takratnega doktorja Iztoka Durjave, potem je seveda najbolj opazen je bil projekt Tadeja Pogačarja, tisti 6-dnevni projekt, ko smo vsi bili presenečeni, ko smo bili upozorjeni, da je trajal samo 7 dni, v resnici je pa zelo močno zarezal v muzej. In seveda, ni šlo pa samo za to, ne. V resnici umetnost zgodovine. Skozi telo umetnost zgodovine, ne. Šlo je pa pravzaprav za to, da mi smo istočasno pravzaprav kot eno tako šahovsko simultanko igrali z več akterji, ne, ki so takrat imeli ali želje po ukinitvi tako imenovanih rdečih muzejev, ali želje po združitvi. Na drugi strani se je dobesedno, kar se je tudi odsevalo v tej eni od teh razstav, ki so tu navedene v knjigi, dobesedno v podrtju recepcije je bil muzej celo res zaprt, potem je bil 1 leto v adaptaciji in iz vsega tega pravzaprav je išla ta, tako da kriza se je spremenila v zelo plodno delo in zanimivo je to, da pravzaprav danes se te avtonomije iz 90-ih let pravzaprav spominjamo skoraj da z nostalgijo. V tem smislu, da v resnici že ta sam ime Muzej novejše zgodovine se je v resnici uporabljal od leta 92. To pomeni na zloženkah, v programu na Ministrstvu za kulturo. V resnici pravo preimenovanje sa strani Ministrstva za kulturo je prišlo pa leta uradno 94. Kar pomeni, to je danes povsem nepojmljivo, da bi nekdo ljudje... S tem, da sem morala v rokopisu spet spreminjati. In to sem pa hotel reči, da mi smo mislili, da bo zaključni proizvod, da tako rečem, tega procesa nek muzej, katerega si nihče pravzaprav ni čisto predstavljal, kaj ne bi bil, ampak smo se pravzaprav sproti učili. Tudi s pomočjo umetnikov, ki so nas nenazadnje učili
gledati, kako je treba sploh gledati na muzejski prostor kot celoto in tako naprej. V resnici smo se pa na koncu tega procesa, ker smo zdaj spet z novim imenom, z vsemi temi posegi, smo se pa pravzaprav naučili, da je pravzaprav kriza kar neke vrste stanje duha in da mi pravzaprav živimo v tem prehodnem, prevratnem obdobju, ki se pravzaprav nikoli ne konča. In to je nek tak, pravzaprav na nek način tudi osvobajajoče, pravzaprav osvobajajoče spoznanje. Ne? In zanimivo je to, da na nek način so umetniki potem z muzejem pozneje mnogo manj opazno, tudi v 21. stoletju, sodelovali samo zaradi tega, ker se je muzej na nek način konsolidiral. To pomeni, smo recimo vključevali Janija Vlahija v cela soba na podobe družabnosti, ki je govorila o moškem in ženskem v kontekstu družabnosti, je bila v bistvu pravzaprav narejena z Vlahijevih fotografij. In naprimer razstava Kolo nasilja se je zaključevala s fotografijami Gorana Bertoka, ne? Kar pomeni, da smo mi iz tega procesa se nekaj naučili pravzaprav, ne. Ja, mislim, da vsi ti primeri nekako kažejo na to, da je muzej na presečišču različnih vplivov, ne, oziroma različnih akterjev, ki poskušajo vplivati na to, kako, ne vem, razumemo dediščino, kako jo interpretiramo, razstavljamo in tako naprej. Bi se vrnila sam k temu, zakaj sem to še enkrat omenila. Seveda EU, tako zakonodaja, kot projekti, kot tudi recimo ne vem, zahodni akademiki, ki pišejo o dekolonizaciji muzejev, ne, imajo neko svojo agendo, nas na nek način poskušajo v te debate pritegniti z nekimi svojimi specifičnimi cilji, ideološkimi seveda, ne. Se mi pa zdi, da je pomembno, da mi v tem prostoru se na to odzovemo in da damo iz svojega vidika, ne vem, razvijamo teoretične koncepte, ki pojasnijo, kaj za nas pač te debate sploh pomenijo, oziroma ali se želimo v njih sploh udejstvovati ali ne. Čisto tako bi rada izpostavila. Imate izbiro? Ja, to je dobro vprašanje. Ja. Če želimo biti brani na Zahodu, tako ali tako tja težko pridemo. Ne. Ampak v našem prostoru pa morda vendarle imamo, lahko zavrnemo kakšne koncepte. Ne. Ti dvomiš? Ne, se strinjam. Mislim, kar tako naprej. Zdaj, ta debata o različnih načinih gledanja in različnih konceptih, ki nam jih v imenu dekolonizacije predpisujejo iz Zahoda predvsem in jih moramo uporabljati, če hočemo biti brani in razumljeni in slišani, so kot neka sorta, neka oblika neokolonializacije, ne? Če zelo brutalno rečemo, ampak vprašanje je zdaj, a lahko znotraj tega okvira, ki nam je vsiljen, deloma politično in ideološko, v veliki meri pa tudi finančno, ne, ker so razpisani, vezani na ta sredstva, a lahko znotraj tega okvira izumljamo neke nove načine dela, ki bi bili bolj primerni za naš lokalni prostor in kakšno vlogo ima umetnost oziroma umetniki pri tem? Ja, jaz mislim, da bi to lahko bila celo kar neka glavna naloga, ne, kar zdaj omenjaš. Da se ta okvir reflektira, da se ga sploh prepozna. In navadno mi očitajo, da mislim, ta knjiga ni zagovorniška, ne zagovarja niti polja sodobne umetnosti, niti polja kulturne dediščine, kvečjemu nasprotno, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da ravno s takim pristopom lahko še poiščemo nekaj onkraj determiniranega, a ne? Kar se vedno znova izkaže. Na Zahodu seveda je sodelovanje umetnika in muzejskih institucij zelo uveljavljen način interpretacije kulturne dediščine, je na nek način že standardiziran, je predmet težkih pogodb medsebojnih, ne. Najpogosteje ga kot kulturni turisti doživimo v medsebojnem znamčenju, ne, ko recimo Julie Bavin, to je ena od avtoric, ki sem jih našla na to temo, ki dobro
analizira ravno zahodne muzeje in to sodelovanje z umetniki. Ona jih seveda analizira na teh najbolj težko kategornih muzejih, kamor gremo, ko pač gremo v neko tuje mesto, recimo od Louvra naprej. In ti odnosi so v kulturni industriji izredno dobro opredeljeni in standardizirani, kar pomeni, da te intervencije, morebitne intervencije v razne, recimo stalne razstave, muzejske zbirke in tako naprej, to je vse na nek način že zelo predvidljivo. V slovenskem prostoru pa pravzaprav raziskave, koliko tega tovrstnega sodelovanja obstaja, ni bilo. In jaz sem morala najprej pregledati baze podatkov in sem izluščila to v prilogi, tudi na koncu je noter objavljeno, razstave od leta 1992 do 2020 v Sloveniji, ki so se na tak ali na drugačen način po določenih kriterijih zgodile v tem sodelovanju. 4 muzeji izstopajo in mogoče bi tukaj recimo lahko bil en obet, in sicer prvi muzej novejše zgodovine, ki je v 90-ih svojo krizo na nek način reševal na ploden načinsko sodelovanja in je bil vezan pač na prav določeno, bi rekla, situacijo, prelomno v vseh ozirih. Potem naslednji je Slovenski etnografski muzej in sicer od 2012 naprej, se mi zdi, ko pridobi prostore na Metelkovi, ko je direktorica Bojana Robel-Škafar, ki odpre to vrsto sodelovanja. Temu jaz rečem po Julie Bavin permisivni način sodelovanja, zaradi tega, ker je umetnostni sistem umetnostnih muzejev tako selektiven in hierarhičen, da ogromen umetnikov išče prostore tudi drugje. Zaradi tega so neumetnostni muzeji zelo zanimivi. Po drugi strani tukaj prihaja do vsebinskih povezav in tukaj je največ razstav. Se pravi, v teh 2 muzejih, od vseh, ki sem jih uspela našteti, ki jih je okrog 50, jih je več kot pol v teh 2 muzejih v različnih obdobjih. Tretji muzej je Muzej novejše zgodovine v Celju, ki Tanja Roženberger je v bistvu vzpostavila, tik preden je odšla, en cikel, ki je žal imel samo 2 razstavi in je bil edini pravzaprav v celotni tej literaturi oziroma praksi koncipiran na nek način. In 4. bi bil pa danes Pokrajinski muzej v Mariboru, ki pa se na en zelo tak že poštirkan način tudi ukvarja z sodelovanjem z umetniki v depoju, v oglednem depoju. Gugalnik idej. Zdaj, hotela sem to vam povedati, zaradi tega, ker ne vem, če boste to brali od zadaj, mislim pa. Ampak kar hočem povedati je, da vendarle znotraj teh sodelovanj, ki jih jaz analiziram ne tako po teh uveljavljenih že obrazcih, modelih, umetnostnih pristopih in metodah, vendarle obstajajo velike razlike in jaz mislim, da je ravno v načinu, kako izumaš skupaj to metodo, nek presežek, ki bi lahko peljal zadevo v produktivni način, ki bi bil lahko celo spoznavno vrednost. No. Evo, A mi dovolite eno provokativno misel, pa z možnostjo, da se motim. Ne dovolimo, prosimo za nje. Neka primerjalna. Ko smo v 90-ih letih razmišljali o razstavi, zdaj govorim o stalni razstavi, bom pa takoj prišel na umetnike. Ko se je razmišljali o stalni razstavi, se je pričakovalo, da bo muzej kot nacionalka po tradiciji naredil razstavo takšna, kot more biti po vseh obrazcih. Zdaj, kakšen je bil obrazec? Vemo, še vedno ima recimo Dolenjski muzej Novo mesto in muzej v Škofji Loki imata še vedno tiste razstave, katero smo mi leta 1989 podarili, ampak je bila to že po 25 letih, ko smo jo zamenjali. In potem to novo, kar naj bi nastalo, naj bi bilo narejeno točno kot razstava nacionalke. To pomeni, da ne bi smel biti nobenega odstopanja. In ko smo se mi iz nekih čist pragmatičnih razlogov, ker se v nekaterih stvarih preprosto nismo mogli dogovoriti in ker smo imeli toliko svobode, da smo lahko brez zunanje ekipe v resnici to koordinirali,
smo se odločili za avtorski pristop. In to je bil pravzaprav na nek način šok, ker potem s to razstavo nihče ni bil zadovoljen. Umetniki, in tukaj zdaj pridem pa na umetniki, ki so prišli k nam, ki smo jih povabili, so bili pa cenjeni, sprejeti ravno zaradi tega avtorskega individualnega pristopa, ki je povzročil razliko. Bom rekel konkretno, Tadej Pogačar si je lahko s predmeti sanitete dovolil ta ohojevski pristop, da jih je preprosto zložil kot ready-made objekte. Lahko si je dovolil, da je Titovo posmrtno masko razstavil, res da za teh 7 dni, da je bilo malo več varovanja, ampak jo je razstavil. In je to seveda bilo izredno sprejeto. Zdaj pa, zakaj sem pa rekel, da bom provokativno rekel? Je pa to, da to sem se pa malce naučil tudi iz knjige, od odlične knjige od Alenke Pirman, da v 21. stoletju, ko so prišli pa evropski projekti, so postali pa umetniki, pa seveda sodelovanje z umetnikom bi moralo biti institucionalizirano. Ampak zaradi načina financiranja teh projektov, ki je bil povsem drugačen kot v 90. letih, so pa oni bili tisti nosilci ideologizacije, ki so prišli za politično korektnost na nek način. Zdaj sem to zelo poenostavil, zato sem tudi v začetku rekel, da jim puščam možnost, da se motam. Ampak to je bila ta novost, ker financiranje projektov, recimo pri nas, da je za Tadej Pogačarja, ne vem točno, kako je bilo, ampak on je pač te projekte prijavil, muzej mu je dal pa prosto in muzejsko zbirko, saj smo mu malo pod prste gledali, da ne bo ta permisivnost imela tudi svoje meje, ampak ne, je svobodno razstavil. In vsi te projekti so bili v tem smislu. Avtomatično so pa potem v 21. stoletju umetniki pa dobili naročnika. In to je pa seveda, Tadej Pogačar je bil povsem svoboden. Meje muzejskih zidov so bile meje njegovega sveta. In tukaj je zdaj ta igra, da je zbirka predmete, kar naenkrat niso bili več sveti. Lahko jih je povsem desakraliziral, lahko jim je dal nove pomene. In tukaj se je potem videl ta moč svobodne interpretacije. Da je v resnici preprosto v tem, zdaj avtomatično tukaj pride pa financer, in to me je pa presenetilo tudi v knjigi, ne, kjer potem ta zahteva, da ob projektu odlitkov mask en drobna opomba, ne, toliko let pozneje Tadeju nismo dali maske za Moderno galerijo, kljub temu, da je Moderna galerija izredno zagotavljala, da bo vse varovano in da bo vse po največjih standardih, ampak je tam na razstavi zgovoren ostal prazen prostor v Moderni galeriji. Me je pa presenetilo, ker sem po tej knjigi videl, da je pa zahteva, bom rekel, pač tega, ki odločajo o projektu, ne, je pa bila, da je treba vključiti tudi odlitke kolonialno odlivanje mask. Ne. In tega seveda skupina seveda tega ni mogla narediti, ker tega v Sloveniji ni bilo. Ampak tukaj sem mislil to neko novost in to je bil ta moj provokativni nastavek. No? Še vedno pa puščam možnost, da se motam. Je pa izhodišče za diskusijo naprej. Če se počutite sprovocirane, pozem? Ne, žal bi se lahko strinjala, ampak bi mogoče še malo vas razočarala. Koliko svobode je imel Tadej Pogačar? Ja, seveda se vam je tako zdelo. Ampak Vladimir Vidmar 20 let kasneje, ko ob Tadejevi pregledni razstavi, piše, da je pa v ideološkem smislu tudi Tadej bil nosilec neke nove ideologije. In to je ideologija neoliberalizma. Ne? Vi sam ste mi omenil detajl, kako je potem uporabil Čejevo fotografijo tudi za tele. Zdaj malo upravljamo, mi ga tukaj, ampak skodelce, ki jo je natisnil gor in v resnici Vladimir Vidmar interpretira Tadejev poseg v muzej v krizi na način, da ki je bil afirmativen, ki je za razliko od pogroma, katerega ste bili deležni, skušal skozi umetnostni sistem ta muzej predstaviti v pozitivni luči, ki danes rezultira v najbolj degutantnih, nostalgičnih sentimentih. Ne? Ja, no, kar se tiče Che Guevare,
Tadej Pogačar jo je zelo neoliberalno resnično prodal. Tudi na Skodelcah je tle se je vključil v ta trend. Je treba pa reči, da mi smo pri razstavi, pri kateri je on sodeloval kot oblikovalec razstavi ob 40. obletnici muzeja, kar tudi kaže na to, kakšen pomen smo mu takrat dali. Ne le njemu, tudi Janezu Jordanu, no, oba sta takrat naredila to partnerstvo. Smo mi tudi v bistvu izdali Che Guevaro, ne? Samo je ostalo popolnoma spregledano, da mi pravzaprav Che Guevare ne mitologiziramo, ampak smo napisali gor vse letnice, ki se v slovenski zgodovini povezujejo z revolucijo. To pomeni, da prva letnica je bila 1848, druga letnica je bila, ne vem, 1918, prevrat, tretja letnica je bila 1968, študentska revolucija, zadnja letnica je bila, mislim, da 88, proces proti četverici. In to je bilo v bistvu vse na Che Guevari s sporočilom revolucija, ki traja. Tako da tukaj smo se spet kot nek proces krize, ki traja in je pravzaprav neka ideologija, ki se ponavlja v večnost in praznost. Tako da... Ja, mislim, mogoče jaz naš primer izpostavim, pa še o tem, kaj dodatno rečemo. Skratka, Slovenski etnografski muzej je bil del projekta mednarodnega, evropskega, v katerem smo se ukvarjali z zunajevropskimi zbirkami in cilj umetniške rezidence je pravzaprav bil, da pride umetnik, ki se ukvarja z vprašanjem dekolonizacije, migracij zunajevropskih zbirk, torej to polje je na nek način moral že pokrivati. In da poskuša izpostaviti nek vidik, ki ga doslej v muzeju pri obravnavi tovrstnih zbirk nismo izpostavljali, torej nek tak spregledan vidik. No, k nam je takrat na to rezidenco prišla južnoafriška umetnica, torej umetnica iz Južnoafriške republike, ki se je odločila, da bo tematizirala eno našo afriško zbirko. In je, mislim, da naredila odličen izdelek, je pokazala skratka, kako je tudi slovenski prostor na nek način bil vpet v te globalne izmenjave, v ta kolonialni projekt. Je pa bilo zanimivo pravzaprav to, da je poskušala, oziroma tako sem jo tudi jaz razumela in mislim, da si tudi ti na ta način potem to nekako interpretirala. Njen pristop je bil tak, da je pravzaprav želela dobiti navdih v zbirkah, torej etnografskega muzeja, potem pa svoje umetniško delo predstaviti izven tega, torej v tem nekem svetu umetnostnih galerij oziroma muzejev, kjer se pač umetnik tudi legitimira. Tako da smo imeli eno tako zelo zanimivo izkušnjo. Sicer smo potem nekako dogovorili, da do tega ni prišlo, je pa po zaključku projekta z razvojem te svoje ideje nadaljevala in je v Nemčiji v eni galeriji pravzaprav to delo razvila še naprej, te ideje razvijala še naprej krasno, vendar pa seveda spet brez te reference na to, kako je ta proces potekal in na kaj se pravzaprav je njeno delo nanašalo. Tako da mislim, da smo mi imeli tukaj eno tako malo bolj, ne vem, če pravi izraz nesrečno izkušnjo ali pa izkušnjo, ki nas je malo postavila, ne vem, neko pozicijo mogoče še močnejšega premisleka o tem, kaj pomeni sodelovanje z umetniki, kakšna je naša vloga, kakšen naj bi bil, ne vem, ta sodelovalni odnos. Skratka, smo se počutili tako v tem smislu, da ni bil nek vzajemni odnos, kjer bi tudi poskušali skupaj razmišljati, kako v našem prostoru in naši instituciji najbolje izpeljati to sodelovanje, ampak je pravzaprav šlo bolj za neke ambicije ene osebe. Zdaj pa ne vem, če je bilo to provokativno tudi, tako kot ti prej, Marko, izpostavil. No, v bistvu gre za eksploatacijo izjavljalnih položajev. Mislim, jaz analiziram pravzaprav položaj, v katerem se znajde institucija, v katerem je umetnik, in to ni vedno ta klasični David Goljat. Včasih je lahko, če je umetnik cenjen in profesionalc svetovnega kalibra, celo obratno. Ali pa če ima take pogoje, kot jih je imel tedaj v leta 1994. Tako da v bistvu se mi zdi, da je ključno, da se zavedamo izjavljalnih pozicij in da te izjavljalni položaji so pa nekaj, kar
kar je zelo slabo reflektirano oziroma se izkorišča. In se lahko izkorišča in tukaj so tudi meje mogoče uspeha, kaj sploh bi bil uspeh, a ne, da se kdo ne bi počutil izkoriščenega v tem, a ne. Meje so te, kako eksploatiramo te položaje. Ali se kot umetniki popolnoma držimo profesionalnih standardov, a ne, in pogodbeno to opredelimo in tudi ne odstopamo, ali obratno s projektu, ki ga tudi obravnavam in smo z Blažem Bajičem sodelovali, a je možno razviti neko obliko sodelovanja, ki na nek način vse potegne en korak nazaj, a ne? In to bi bil res mogoče en tak interdisciplinaren način, kjer ta izolialni položaj moraš zmehčati, pozabiti, njega pa napenjati in eksploatirati. Kar je pa seveda v kariernem smislu stran vržena energija. Z vidika umetnika. Mogoče tudi z muzeja, ne? Ker greh te knjige je, da ne obravnava občinstva, ne. Greh te knjige je, da se ukvarja z backstageom, ne. Samo s tem, zakaj je neka razstava takšna, kakršna je. Kako je prišlo do tega, da je ta razstava takšna, kakršna je. In jaz sprašujem tvorce, kustose, konzervatorje, kakšne so bile te produkcijske okoliščine, ki so privedle do odločitev, da se ta razstava pojavi pred gledalcem takšna, kakršna je. In vprašanje, ne, kako bi eno tako inovativno metodo sodelovanja sprejela publika, ne? A bi bila še usmerjena v ta spektakel, ki se ga danes pričakuje, ne? Zdaj, mogoče bi tle sam jaz dodal eno kratko misel, glede na to, da si omenila, da sem pri enih zadevah tudi sam sodeloval. Zdaj, meni se zdi, no, da v tistem našem momentu, ko nam je uspelo dejansko dosti dobro sodelovati, pravzaprav nismo funkcionirali z vidika različnih disciplin, ampak smo vsi zavzeli neko preddisciplinarno stališče, neko pozicijo pred delitvijo na umetnika, etnologa, antropologa, muzealca in tako naprej, ne. In zdaj verjetno res v kariernem smislu pač je to samomor, ne. Težava je pa ta, da smo vedno pač siljeni v teh institucijah, v poljih, kjer delamo, da pač sledimo pravilom akademskega polja, umetniškega in tako naprej, če ne pač jasno nikamor ne pridemo. In zdaj vprašanje je, koliko če ne spremenimo celotne akademije, ne spremenimo vseh muzejev, celotnega umetniškega polja, če imamo pogum za kaj takega, ne, je vprašanje, če delujemo torej po njihovih pravilih, kje so potem meje in spoznavne in politično kritične in v končni fazi mogoče tudi ideološke različnih oblik sodelovanja med umetniki, muzealci in tudi akademiki v končni fazi. Za Alenko morda. Bom jaz začela. En primer je, ki ga še nismo omenili, in sicer skupinska razstava v Mestnem muzeju v Idriji, ki se mi zdi en tak, ne glede na temo in seveda tudi evropska sredstva in način sodelovanja in vse skupaj, ampak ne samo, da je prišlo do tega, kot ti praviš, da se postaviš en korak nazaj, tudi sama razstava je šla v to smer, da je Marija Trpin, ki je tudi tukaj nekje, kot kustosinja popolnoma nesentimentalno umetnike izenačila z vsem drugim gradivom, ki je bil na razstavi, ne. Se pravi, umetnine kar na lepem niso bile več vredne oziroma izpostavljene posebej, ampak so bile vdelane v razstavo, ki je imela predmete z različnim statusom. Od celo oblikovanega materiala, ki se ga je potem po razstavi zavrglo, ne, do nekih interaktivnih postaj. Meni se je zdel ta način, kjer se tudi ta status umetnine in umetnikov na nek način zniža, se mi je zdel zelo produktiven. Ne vem, kako je bilo z odzivom publike, ampak ali pa predvsem sodelujočih umetnikov, to pa ne vem. Okay. Zdaj, dostikrat, ko govorimo o teh
različnih oblikah sodelovanja med umetniki in muzealci je ena pogosta zadeva, ki jo slišimo ob tem, da gre za odpiranje nekih tem, odpiranje javnosti, odpiranje depojev in tako naprej. Zmeraj je govora o depoju, ne? O odpiranju, pardon. Zdaj, tisto moje vprašanje, s katerim bi počasi mi sklenili, potem pa bi odprli debato tudi za publiko, pa je, kakšna bi pa morala biti, ali pa kakšna je vloga različnih profilov v tem procesu pri njihovem zapiranju. In ali bi bilo potrebno morda neke teme v muzejih zapirati? Marko. Ne vem, če sem pravi naslov za to. Mislim, ko sem slišal to izraz odpiranje, bi rekel, sem najprej pomislil na razstavo od Žiga Okorna. On je imel pri nas razstavo, ki si je rekel Podoba tvoje odprtosti, na katero so obiskovalci, nazadnje slike so bile obrnjene z platnom proti steni in obiskovalci so risali gor razne, pisali razne stavke, risali, kar so želeli, potem je pa šele Žiga na to narisal slike in ves čas je bil na delavnicah zraven in učil to odprtost. In v resnici materializirana odprtost se je pa zgodila v resnici v sestavi, ko so zaprte prostore vojašnice na Metelkovi v bistvu spremenili v Youth Hostel, ki še danes dela. Takrat v bistvu zelo optimistično, mislim, da 25 umetnikov, vsak svojo celico, eno celico je tudi muzej opremil kot en proizvod, bom rekel tak, tega sodelovanja, vseh teh sodelovanj. In še danes živi, ampak danes praktično skoraj noter se ne da iti, ker je skozi poln in služi, bom rekel, drugemu namenu. Takrat se je imenovala tista kavarna Srečišče in tako naprej. Že dolgo nisem bil tam, tako da ne vem kako. In ta, bom rekel, spremeniti najbolj zaprt prostor v odprtega, se meni zdi ena taka poanta pravzaprav tega. In jaz upam, da v bodoče, da bojo umetniki še več sodelovali z muzeji, in da bojo širili te meje. Zdaj sama zaprtost je pa kdaj preprosto nujna zaradi zaščite gradiva. Kljub temu, da smo sami rekli, da ta izbira, selekcija dediščine, ki je ideološka in tako naprej, ampak kljub temu nekatere stvari je preprosto treba pač podvreči nekim zaščitem. In tu so te meje, čisto preprosto. Drugače pa mislim, da miselnih mej skoraj da ne bi smel biti, se pa pravzaprav postavljajo. Mi danes ne smemo iluzije, da mi se pravzaprav ves čas ukvarjamo z nekimi pogosto. A lahko Tadeja samo preberem eno misel, ki je rekel za muzeje, da v muzeju prevlada produkcija trupel otrplih objektov sveta, kjer je realno zgolj pogled. Ampak pomembno je to je en delček. Muzej je zato potrebno vedno znova zamakniti in si ga izmisliti na novo in drugače. Prav zato je prizorišče muzeja najbolj živo, saj je smrt že za njim. Namreč on je na nekem drugem mestu napisal, da se muzeji ukvarjajo z minulim, mrtvim in mrtvimi in da jih je treba, hočem reči, in seveda, mislim, da mi se danes niti ne zavedamo, ko se ukvarjamo s temi minulimi ideologijami, da mi pa pravzaprav današnjih ideologij pravzaprav ne samo, da nismo sposobni samo reflektirati celovito svoje preteklosti, mi tudi danes ne spregledujemo teh novih, Orwell bi rekel, novo rekel, ali pa krasnega novega sveta, kjer se nam, ne vem, kjer se v knjigi prepoveduje Shakespearea, zato ker trpljenje ni več zaželeno in tako naprej. In tukaj morda je vloga umetnikov, da ponovno pomagajo pri odprtosti, pri razpiranju tudi tega, kar je danes samoumevno. Ne nazadnje, vsi vemo, da ideologija, ki jo enkrat prepoznaš kot tako, je praktično mrtva. Nevarne so pa tiste, ki jih živimo. Ja, jaz bi rekla, da sodobna muzeologija nas usmerja k temu, da smo odprti in da rušimo meje. To pa seveda pomeni, da se preizprašuje tudi vloga kustosa, in se jo tudi na nek način spreminja. In mislim, da čim bolj bomo po eni strani odpirali, tem bolj bo treba razmisliti, kaj sploh zares človek, ki ima naziv kustos, počne. Tako da
po moje nekje se bo odpiralo, nekje se bo pa tudi malo zapiralo, tudi v tem pogledu, ko je že Marko povedal. Ne? Meni se zdi zanimiva ta imperativ, ne, ki ga pravzaprav čutite v službah, da si med neko aktivistično pozicijo, ne, kjer zavzemaš stališča, in med avtorsko pozicijo, ki tudi umanjka oziroma ni zaželena. Ne. Zdaj, kje se to zapiranje se dogaja non-stop v resnici. Ne vem, če ste vi pravi naslov, ampak dejansko je vaš muzej odklonil razstavo, ki je zdaj v Muslimanskem kulturnem centru. Se pravi, je na nek način bilo zaprt prostor. Po drugi strani, aktivistično sem jaz doživela v muzeju, ki ne obstaja več. In sicer to je muzej Reke Ljubljanice, moja Ljubljanica na Vrhniki, kjer je bil samo da vam opišem ta prizor, če imam minuto. Zgodila se je ekološka katastrofa, ne, Kemis je pogorel, občani, civilna družba, občani so bili zgroženi, zaskrbljeni, občina ni reagirala, neka iniciativa se zbere in ta mali muzej, ki je ravno takrat gostil to slavno najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, ne, je ponudil prostor, da se ta civilna družba zbere, da se ljudje, občani zberemo in razpravljamo o tej katastrofi. In ta prizor je bil mitski. Lahko si predstavljate, da mi sedimo okrog tega lesenega kolesa v stalni postavitvi na razstavi in razpravljamo o tem, kaj bi politično ukrenili. Tako da se mi je zdelo, eno je odpiranje, eno je zapiranje, stalno je to in je predvsem povezano z vprašanjem, upravljalskim vprašanjem, kar je pa temelj kulturne dediščine po definiciji, ne? Upravljanje z njo. Tako. No, jaz nujno moram reagirati na Srebrenico. Tega projekta muzej ni zaprl. To je bil eden bolj žalostnih dogodkov, ki se je v muzeju zgodil. Prišlo je do kratkega stika, po zelo dobrem sodelovanju, kjer je muzej praktično, mislim, da leto dni dela vložil, predvsem s pričevalci, ki so se izredno velik pogum in srčnost pokazali, da so te grozne zgodbe povedali, ki so pravzaprav polovico muzeja obremenile. Potem se pa v resnici iz nekega preprosto ene ideološke omejenosti s strani muslimanske skupnosti niso mogli zediniti pri enem stavku. Ljudje, ki so tiste tekste prebrali, tudi sam sem prebral, so videli, da ti ne moreš pri razstavi, ki govori o tako radikalnem nasilju nad ljudmi. Nihče v muzeju nikoli ni zanikal genocida, niti slučajno, nihče niti ni pomislil karkoli takšnega, ampak preprost tekst je v bistvu skušal dobesedno hujskaško govoriti o kolektivni krivdi v razmerah, ki so v Bosni še vedno zelo težke. In zaradi nekih malenkosti niso bili pripravljeni popustiti in so brez, da bi po pol leta sodelovanja z muzejem, po vsem trudu, vožnjami na lokacije, s pričevalci, so pravzaprav razstavo, brez da so muzej obvestili, dobesedno so jo odmaknili, so rekli, jo bojo pelali v Muslimanski kulturni center in medije obvestili, da muzej zanikuje genocid, kar je bila pravzaprav za muzej žaljivka, ampak ker si muzej tega odgovora na ta način, kot sem ga jaz zdaj povedal, ni mogel privoščiti in si tudi ne želi konflikta, je bil odgovor zelo nežen, čeprav je bilo razmišljanje celo o tožbi in takšnih zadevah. Mediji so pa seveda to v nekem čudnem kontekstu potem zagrabili. V bistvu je pa vsem nam bilo žal, ker bi razstava pri nas v prostorih bila mnogo učinkovitejša, kot pa je zaprta v nek omejen kulturni verski prostor. In to je bilo eno, bom rekel, precejšnjih presenečenj, da se je to lahko v muzeju zgodilo. Še večje presenečenje je bilo pa to, da so ljudje, ki praviloma zelo radi govorijo o Srebrenici, so pa prvi, ki so pripravljeni celo cenzurirati razstave o povojnih pobojih, so bili pa pol tisti, ki so pol tam nastopali in govorili, kako je potrebno pravilno se naslavljati težke teme. In to ljudje, ki so pri nas po 20 let ukvarjajo z vsemi oblikami nasilja. Konkretno govorim tudi o dr. Moniki Kokelj Kočevar, ki je zbrala
iz vseh skupin, od taboriščnikov, je v vseh odborih mednarodnih za taborišča zbrala na stotine pričevanj, se z vsakimi pogovarjala in imamo to danes muzej po njeni zaslugi to hranjeno in potem pride tak očitek, ki je bil popolnoma ideološko naslovljen, očitno neke politične igrice, ki meni niso jasne, tako da to absolutno trditev ne drži. Ja, zdaj ta primer, seveda pokaže v bistvu, da ko govorimo o neki sporni dediščini, ki je res izrecno sporna, se stvari zelo hitro zakomplicirajo. Postanejo težke, napete, različne skupine, pridejo v nek antagonizem. Zdaj, večino časa se pa to ne dogaja. In samo še eno kratko vprašanje, pa prosim zelo kratek odgovor, tudi preden odpremo za publiko. A so, glede na to, da večino časa tovrstno naslavljanje sporne kulturne dediščine v sodelovanju med muzeji in umetniki deluje neproblematično, brez škandalov, a je potem to samo neka iluzija odpiranja? Mislim, jaz težko odgovorim, ker večina naših projektov se ni navezovala na sporno dediščino, kar si tudi ti dobro ugotovila. Tudi ta končni fazi z Bianco Baldi ni imel takšnega naboja, kot bi ga morda pričakovali od naziva sporna dediščina. Mislim, da mi tudi tega takrat nismo tako poimenovali. Če je iluzija, Švilta? Mislim, to je vprašanje predpostavlja, da onkraj iluzije pa obstaja neka čist, kako bi rekla, kaj pa je na drugi strani? Namreč vse, kar se v muzeju zgodi, je performativno. Je performativno, je v bistvu tudi sodelovanje, recimo v sodobni umetnosti je bil dolg časa, zdaj mislim, da ne več toliko trend iskanja ranljivih skupin, identificirala jih je itak financeri, kdo so te ranljive skupine in potem tisti, ki so na tak ali drugačen način prikrajšani, umetniki z njimi delajo v muzejskih prostorih. Tudi če se z njimi poistovetijo, tudi če so sami del tega, so kot umetniki pravzaprav že performativni, v tem smislu. Jaz ne vem, je to zdaj iluzija v slabem smislu. Predvsem mislim, da tvoje vprašanje napeljuje na razkorak med tem, kaj se deklarira in kaj se naredi. Okay. Mogoče zdaj, ki jo moramo narediti zdaj, pa je ponuditi mikrofon, če želi kdorkoli med vami postaviti kakšno vprašanje. Evo, dober večer, sem Tanja Roženberger, tako da najprej se seveda zahvaljujem za to knjigo avtorici, pa tudi za cel ta večer. Ne samo za knjigo, temveč za to presek oziroma fokus te tematike. Mislim, da nam vsem zelo veliko pove, predvsem na tej raziskavi se je pokazalo, da je bilo veliko na tem področju že narejenega, tako da jaz sicer knjige nisem še prebrala, sem jo sam preletela, ampak sem zelo zadovoljna ob tem, ko vidim, da smo delali zelo intenzivno in zelo pomembne in zanimive stvari. Tudi sama sem bila del neke strokovne ekipe muzeja, ki se je preobražal iz muzeja revolucije v muzej novejše zgodovine. Mi pa je mogoče v tej knjigi, se pravi, nisem jo še prebrala, ampak v celem tem vašem pogovoru omanjkal en vidik, za katerega si tudi sama, Alenka, že ti rekla, da ta knjiga obravnava backstage. Se pravi, ne govorimo tukaj o muzejski publiki, ampak vsem bi rada poudarila, da tako ločene te stvari ne morejo biti. Muzej in razstava je medij, ki nagovarja muzejsko publiko, ki je narejena za obiskovalce. Torej jo je treba presojati in kritično analizirati tudi z vidika te publike. Muzeji so delali takrat stvari, ki jih je publika
potrebovala. Če govorimo zdaj o teh konec 80-ih let, začetek 90-ih let, zakaj so nekateri novi pristopi v teh muzejih revolucije se tako vzpostavili dosti intenzivno, ker so ti muzeji ostali brez publike. Ne, Marko, mislim, prazni, ti muzeji so bili prazni. Ti muzeji niso bili več na agendi šolskih kurikulumov, ti muzeji niso bili več neka prostori moči, kjer so se predstavljali, kazale določene osebnosti, skupine, ampak nekako so začeli odmirati, ampak zaradi publike, posledično seveda muzeji so družbeno pogojene institucije. Tako da se potem pač sedela različne te neke sviče na neke druge teme in ta muzej revolucije v Celju se takrat dost pogumno obrnil k najmlajši muzejski publiki, k vzgoji nove publike in ustanovil otroški muzej, ki še danes, se pravi, 30 let zdaj praznuje in je bila krasna uspešnica in je nekako zgodba o srečnim koncu, kako dobra praksa, ali ne vem, kako ne rečem. Ampak to bi sem rada izpostavila, da vseeno mal tudi ta fokus na muzejsko publiko mi nekako manjka pri tem pogovoru. Pa še to, če še navežem zdaj glede zapiranja, odpiranja, tako kot je že kolegica Tina omenila, se pravi, trend muzeologije je zdaj odpiranje. Odpiranje, komunikacija, vključevanje, mislim, brezmejno odpiranje, ni vprašanje, to so novi neke težnje v muzeologiji, odpiranje ranljivim skupinam, odpiranje diaspori, odpiranje tem skupnosti, odpiranje nekim drugim skupinam. Tako da ta bottom up naj bi zdaj delal muzeje. Tak je zdaj nek tak nov koncept. Torej, ta razmislek brez publike mi nekako ne gre. Publika je prisotna v študijah primerov in tudi v pravzaprav teoretski obdelavi, ki jo imam na začetku, na drugačen način. Zdaj, če bi želela raziskovati učinek posameznih razstav, ki jih obravnavam na občinstvo, potem bi morala jaz biti bogatejša, pa imeti še več časa, da bi to lahko v lastni režiji počela. Dejansko pa se mi je zdelo, da je ta del, ki ga zdaj jaz analiziram, nekaj, česar se do zdaj ni počelo. Sploh zaradi tega, ker ponudim tudi v nadaljnjo uporabo in preverbo model analize, se pravi analitični model v 5 korakih, ki onkraj tega fenomenološkega, kako razstava izgledala, kako je bila razporejena, kakšen je bil diskurs, kakšna je bila naracija, kakšen je bil parkour in tako naprej, upošteva tudi produkcijske pogoje in način dela in še posebej potem nadrejeno na nek način ta kontekst, ki mu rečem konfiguracija kulturne dediščine. Tako da na ta način je v tem že vključeno, kakšne idealne obiskovalce so pa te posamezne razstave, ki jih obravnavam, pričakovale. To se pa da razbrati iz razstav in iz intervjujev z tvorci. In nekatere razstave seveda so pričakovale izredno senzibilizirane obiskovalce, ki bodo padli v afekt. Mislim, mene je zanimalo to, kaj se pravzaprav kustosi in umetniki, ko koncipirajo razstavo, kaj pričakujejo, da se bo zgodilo z obiskovalcem. Drugače pa je jasno, da se zelo kritično sem do tega, kako se v današnjih časih v kulturni industriji normalno, do ustanoviteljev in do financerjev mora publika segmentirati v take in drugačne ciljne skupine in to popisovati. Mislim, to je jasno. Hvala. Še kakšno vprašanje? Komentar? Hvala. Tina Furtič-Jakopič iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Hvala za tole diskusijo. Jaz sem v bistvu kustosinja likovne zbirke in se zelo sprašujem oziroma razmišljam o teh stvarih, o katerih vi danes razpravljate in tudi pišete. Imam pa eno zelo konkretno vprašanje. Omenili ste, da se je treba zavedati okvira, kar se popolnoma strinjam, ker v resnici, če gledam svoje perspektive, skrbim za eno zbirko v večini likovnih del, ki so v večini nastala med drugo svetovno vojno, ki jim je v bistvu muzej sploh nudil nek okvir
legitimacije, v bistvu, da so se vzpostavili tudi taki, kot so in da še vedno nekako zauzemajo delno mesto, dediščinsko mesto, ki ga imajo danes. In se mi zdi zelo kompleksno to predstavljati, sploh nekega notranjega vidika. In bolj razmišljam o tem, težko se je zavedati okvirov, bolj se je boljš ves čas spraševati o njih, kje so, in jih je zelo težko določiti. Neko samo zgodovinjanje hkrati delati ob tem, da se interpretira neko dediščino, ki jo ti hkrati hraniš v muzeju. Tako da bi sam vas vprašala čisto konkretno za to zavedanje okvirja, na kakšen način bi bilo to mogoče. Drugo vprašanje pa je, dosti muzejev, Ljubljanski muzej trenutno ne sodeluje na tak način zelo pogosto z umetniki. Drugi nekdanji muzeji revolucije pa, recimo Muzej Jugoslavije, zelo pogosto je to v Sarajevu, v Vojvodini, to so vsi nekdanji muzeji, ki imajo zelo podoben karakter kot mi, zelo tudi podobne zbirke. In me zanima, kakšno je pa mnenje vaše o teh razstavah, ki se dogajajo danes, ko v bistvu so stalnica, pa se mi zdi, da se zelo razlikuje od tistih na Zahodu, ki ste jih prej omenili. Ponekod gre za neke velike intervencije, odmevne razstave, kolikor pa sledim, gre pa zelo velikokrat kar za neke take bežne interpretacije. V bistvu so umetniki stalno vključeni v njihove razstave. Toliko. Hvala. Ne poznam toliko dobro, da bi zdaj lahko kompetentno ovrednotila to sodelovanje. Vem, da to obstaja, da je bolj pogosto, ne? Recimo v tem smislu. Zdi pa se mi, da se vključujejo v taka sodelovanja umetniki, ki so izrazito afirmativno razpoloženi do dediščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, a ne? In da je v okoljih, kjer je politična situacija mogoče še bolj komplicirana kot pri nas, s tem tudi na nek način identificirajo, ne? Mislim, da je tako kot je tedaj pravzaprav tukaj že na nek način začel, ne, v 94, da se pravzaprav da se to nadaljuje, ne, da se daje podpora pravzaprav muzejem, ki niso mogoče najbolj režimsko koristni, no, če tako rečem. Telo pa še prvo vprašanje, kompleksno. Okvir. Jaz v enem momentu jaz sem zelo, še bolj kot do procesov dediščinjenja, seveda kritična do lastnega polja. In na koncu komentiram poglavje o sodobni umetnosti, a se riba zaveda vode, v kateri plava, ne? In na nek način, če želiš ne delati z ročno zavoro skozi zategnjeno, moraš pravzaprav ene stvari tudi odmisliti oziroma ne raziskovati v nulo v smislu tradicije institucionalne kritike iz 60-ih let, ki je najprej preverila, kdo financira muzej, kdo je sponzor, a je to korektno, da zdaj jaz tle se z mojim imenom počastim to institucijo, ki ne pere denar in tako. Tako da tle so bile zadeve zelo trde, ne, na nek način, in ta neka naivnost se na nek način predpostavlja v mojem polju. V polju stroke pa se mi zdi, da je malo drugače. Recimo, pravzaprav tudi umetniki danes delujemo v lastnih institucijah, v nekih zavodih, v nekih produkcijskih enotah, kjer sami pišemo razpise in ravno tako ponavljamo te izpraznjene, bi danes človek rekel, plemenito mišljene, ampak popolnoma izpraznjene floskule oziroma izraze, ki so recimo, ko analiziram muzej, pišem o tej o veliki diskusiji, ki se je imenovala celo bitka pri Kjotu, predloga nove definicije muzeja, kjer ni noben problem reči, da morajo muzeji pripomoč k temu, da se dosega socialna pravičnost in globalna enakost na svetu. To so
plemeniti cilji. Ne? In zdaj ne vem, če si postavljaš take okvire, potem je, in ne prepoznaš te ideološkosti v tem, oziroma te, ne vem. To je ta novorek, ki sem ga omenil. Mm. Jaz sem se na enem Ampak kolegiju, je bil lepo mišljen. jaz sem se na enem kolegiju pošalil, pa izzval velik smeh med kolegi, s čimer sem videl, da imajo še malo humorja, ker sem kot zadnji od ciljev, kaj bomo zdaj dosegel, sem rekel zmanjševanje ogljičnega odtisa. In ti, hočem reči, No, ampak to ni šala, ne? To v bistvu sploh ni šala. Šala, ni Jaz bi šala, rekla samo to, da umetnostni muzeji so morda 10 let pred neumetnostnimi že bili na tej tapeti, a ne? In so to že vse skupaj dali na nek način skozi in so že razdelali vse te floskule in jih ponotranjili v resnici. In jih ponotranjili. Verjetno je tle morda naloga ne samo umetnikov, ne samo muzealcev, ampak mislim, da sploh intelektualcev, da prispevamo k nekemu razumu in da tukaj, bom rekel, se postavimo v čistem razsvetljenskem duhu za nek razum in vzpostavimo komunikacijo, dialog in to je to. In to smo spet pri odprtosti. Zelo nepopularna misel. Še kak komentar, vprašanje? No, če ne, bom zaključil z idejo, z mislijo, da upam, da smo odprli dovolj vprašanj, pa zaprli jih premalo zaprlih vprašanj, da boste še vedno izkazali interes za knjigo, jo vzeli v roke in prebrali. Tisti, ki želite to narediti, imate idealno priliko, tam nazadaj se knjige tudi prodajajo, tako da se lahko na poti ven ustavite na pultu, vzamete svojo kopijo, Alenka vam jo podpiše, pa prodate potem to na Etsyju, kjer tistem, kaj je že ta Kača. kjerkoli, no. Tako da s tem bi včasih zaključili. Bi se pa še zahvalil knjigarni Azil in pa založbi CF za organizacijo, pa Javni agenciji Republike Slovenije za finančno podporo, pa seveda ZRC SAZU, da nas je gostil, pa seveda vsem trem gostom za njihov čas, za njihove misli, pa seveda vsem vam, ki ste bili prisotni, ki ste poslušali in da ste se udeležili današnjega večera. Hvala lepa in naslednjič.